gor na palmo, začnejo tisti kokos pade dol in potem ga takole, vidite, posekajo, čistijo, odprejo in rečejo, ja, no, zdaj pa to pi. Joj, sem si mislila, ne, tisto sladko vodo obupno, ne, tu, ne bi jaz, ne. Ja, dej, ne, pa sem mislila, ja. Zdaj pa pokaži, kako si prijazna in krjančlava, rečemo mi v Vipavski dolini, ne. Se pravi, kako prevedi mi to, no. Da si neobzirna. Kako se reče lepo? No, pobajite mi. Krjančlava, ne? Je res, to je lepa beseda. O, tako se mi dopade. Veste, kako prijazno, gospod, tako se mi dopade. Krjančlava. Se ga bom pa spila jaz to vodo, ne? Bom pa spila jaz to vodo. In jaz začnem piti to vodo, čakaj, tu pa ni, ne, čakaj. A tu je tista, ker jaz sem mislila, da bo imela taki okus, kot tista voda, ki jo prodajo v plastenkah, ne? Ma seveda nima. Ta voda je čudovita. In potem, drugi udarc, ja, zdaj, ker se je ta kokos odprl, da bi tudi tisti kokos jela, ojej, še slab, joj, tu pa verjetno ne bo šlo. In potem začnejo to rezati ven in ko je ta sočna stvar bila za pojest, vam povem, nebesa, čudovito. In potem, kaj se je zgodilo? Jaz sem prišla nazaj, jaz bi spet jela kokos, ne, in samo prvega smo kupili, nismo več, veste, ne, tako da zdaj ne vem, bo treba nazaj tja dol, da bomo spet jeli taki kokos, ne, sigurno, verjetno, ne. No, tako. O, še eden znanc. Še eden znanc, ne? Še eden znanc. Ta fantek tudi, kar nekaj časa ni imel botra in ga je potem eden od poznancev vzel pod svoje okrilje. Tako da je pole lepo tako prijetno pri srcu, no, videti te otroke, ki pridejo do svojih botrov. Malo transporta, bomo rekli. Vidite, veliko se prenosi na glavi. To je promet, to je normalno križišče v Gambi. Normalno, ne kakšne, lepo vas prosim, tu se kar zmenijo, vidite? Levo, desno, gor, dol, tu se vsi zmenijo, ni treba nobenih semaforjev, kje pa. In potem za večje razdalje pa bomo en tak avtobus vzeli, gor na basali vso prtljago, noter bo šlo vse, kar je živega, se pravi tudi kokoši, tudi kakšna kozica, dojenčki, vse se to noter nabaše in gremo naprej. Potem pa smo šli tudi s trajektom. Na drugo stran reke Gambije, ker reka Gambija je tako posredi. In smo se peljali s trajektom in ko sem jaz hotla iti dol, sem zagledala seveda te kamele in koze in krave in sem rekla, čakajte, sem rekla, kako? Zakaj se pa s trajektom? Spet ne, bistro vprašanje, res ne, bistro vprašanje. Zakaj so se peljale, zakaj se peljemo skupaj s kamelami in s kravami, ne? Bistro sem vprašala, res, ne? In seveda sem dobila bister odgovor, ne? Od bolj bistrega človeka, ko sem jaz in je odgovoril, ja, kako, zakaj, a ne grejo po luftu, ne preplavajo ga, no, kaj ne naredijo? In sem rekla, joj, mojca, kakšenkrat si lahko tudi tiho, ker na tako vprašanje lahko dobiš samo tak odgovor, ne? Normalno, kako če jo pač izreko. Jaz, ko sem bila v Gambi, nisem hotela iti na noben izlet, zato ker mi je bilo veliko bolj pomembno, da jaz čim bolj spoznam te ljudi in da vidim, kako oni živijo, kako oni komunicirajo, kako oni preživljajo svoj čas. In sem kaj hitro ugotovila, da v Gambi je nogomet ena zelo pomembna stvar. Vsi igrajo radi nogomet, vsi sledijo temu nogometu. Pa bomo šli pa mi na nogometno tekmo. In en dan smo šli na nogometno tekmo, vidite? In kaj se je zgodilo? Spet kultura. Ko smo mi prišli na nogometno tekmo, itak nogometna tekma se je lotila 1 uro pozneje, kot je imela za biti, ker v Gambi, veste, čas ni njihov gospodar, ne? Oni vodijo stvari in če se neka stvar začne 1, 2, 3 ure bolj pozno, je že v redu. Je vse v redu. In nogometna tekma se je začela bolj pozno, ampak ko se je začela, se je imela za začeti, se ni začela. Zakaj? Zato je bila ura za moliti. In so molili, ne? Normalno, tam so tepihi okrog, vidite, lepo razpostavljeni, se sezujejo in molijo, seveda, ne? Se treba prilagoditi. Potem, druga stvar, spet tekma. Ja, se je imela zalotiti in potem je spet še eno moje bistro vprašanje, ne? Zdaj je prišla vojska, vidite, vojska, veliko vojske je po Gambi, veste, ampak ne zato, ker bi bila vojna, niti slučajno, zaradi varnosti. Oni so rekli, da oni imajo vojsko bolj v smislu policije, da skrbi za varnost. In zdaj spet jaz sem se strašno vznemirila, ne? Da grejo, vojska gre na stadion. Zakaj gre vojska na stadion? Spet vprašam jaz, ne? Ja, seveda, zakaj? Zdaj bi radi gledali tekmo od blizu, ne? Neč hudha se nam bo zgodilo, ne? Spet mislim, samo take, ne? Ok, vidite, še tukaj spet, ne? Vidite, sobivanje. Pridejo koze,
zakaj ta gospa je prodajala arašide in je vmes še malo mrvla tiste arašide, zakaj bi ona tam pol pometala in nosila v kontejner, nima kaj nositi kontejner, pridejo koze in pojejo ostanke. Vse to nekako tako poteka in noben se ne vznemirja zaradi tega. Vidite? So različni nogomet, vidite, tukaj je Travca, ne, tukaj je bila višja liga, tukaj pa kar lepo na pesku igrajo, veste, in se tudi nobeden vznemirja, če kaj pade in to, kaj povem še od nesreče, ki je bila, ki je v tej tekmi tukaj, ne, na pesku je igral tudi mož od Urše, ne, tako je bil mal ponosen, ne, da, tako, Mojca, danes boš pa videla, kako jaz igram nogomet, ne, je rekel, ja, v redu, ne, bom pa videla, ne, in gremo mi na nogometno tekmo, itak s 3-urno zamudo, in že po njih par minutah Musa pade in si razmesari koleno, ne, in tam potem je nastal tako malo, vidite, da so vsi tam na kupu, vsi vznemirjeni, si spoštovali koleno, ne, in potem sliši Muso, ki vpije, Mojca, do you have some water? Ja, seveda ne, saj sem belka, bom seveda imela zmeri vodo s sabo in jaz paradiram po celem tistem igrišču s tisto mojo vodo in seveda, veste, kakšna tišina je bila na stadionu, veste, kakšna tišina je bila? Muho bi slišal propeler od helikopterja. Vsi so gledali, kaj se bo zdaj zgodilo. Ker vi morate vedeti, da jaz sem bila na igrišču, na celem stadionu, edina ženska in še ta bijela. Se pravi, sem bila nekaj posebnega, ne, verjetno, ne? No, tako. Okay. In pridem jaz tja, operamo tisto koleno, pa sem nekaj, ja, čakajte malo, kako zdaj to? Tu je treba nekaj sterilizirati, dezinficirati, ne? Ja, kako bomo dezinficirali? Imam jaz seveda, ne, dezinficator, ne, dezinficiramo, ne, tu je bilo, ja, oni so imeli prav predstavo, ne? Saj, kako bo zdaj to kar odprto? Ja, bi bilo treba zaviti, ja, mi nima ne za zaviti. Imam jaz, ne, smo še vse lepo zavili, ne, in potem, ko sem šla jaz, ko sem spet korakala nazaj na moj prostor, pa tu na moj prostor, veste, kaj to pomeni, na buč od nafta, ne, so mi dali meni lep stol, da sem sedela tam zraven, ne, to je spet bila taka tišina, da pole je mu eden se prav spomnit, da zdaj bi pa žihar tekma se nadaljevala, ne, zdaj je konc predstava, vidite, in taki dogodki. In zdaj mi meni povejte, zakaj bi morala hoditi jaz na neka organizirana izleta, ma se sem imela to dogodkov zadosti, ne rabimo organiziranih izletov, ne? Tako, pustimo zdaj nogomet. Ne, napustimo še nogomet. Ne, napustimo še nogomet, ki pa. Tu je trener od naše ekipe. Naša ekipa, zakaj tukaj? Mi, ko smo prišli na nogometno tekmo, sem morala prvo vprašati, za koga pa mi navijamo, ne? Jaz ne vem, za koga pa mi navijamo. Za te, dobro, za te navijamo. In potem, kaj se je zgodilo? Mi pridemo tukaj na tekmo v glavno mesto Gambije, in pridejo gor obe ekipi in čudež, v nasprotni ekipi je bil en belec. Čudovito! Ola, sem rekla, smo doma, imamo belca in smo navijali, ne to, če so bili nasprotne ekipa, ni važno, je belec, ne, moraš biti malo patriota. In kaj se je zgodilo? Po 20 minutah igre belca izključijo. Ne? In jaz sem znorela. Verjemite mi, da ne bom jaz to kaj od afekta, ki je poškodovala. Jaz sem znorela, jaz sem stala gor in sem rekla, ne, sem rekla, zdaj pa prosim, stop. To so sedeli, ni videti, prej ste videli, so sedeli tam delegati, nekaj to je isto, kot pri nas, ne, prije delegati, da kaj je zdaj narobe, sem rekla, kako kaj je narobe, vi me ne vprašate, kaj je narobe, edinga belca v ekipi, izključi ste, ja, je naredil napako, sem rekla, me ne zanima, kako si vi tu drzneste sploh, se ga poglejte, jaz sem pač, ko se reče, navijam, za klub Gorica. Logično, če sem z Gorica, bom zavijala za Gorico, ne, navijala za Maribor vendar. Ok, imamo 3 črne, tudi temnopolte, eden je temnopolt, igralce. Ma ne mi govoriti, da bojo izključili vse 3 naenkrat. Lahko enega, največ 2, ma ne vse 3, ne. Kaj bi rekel vi, gospod? Kaj je to pravično? Ne bi bilo pravično, če bi vse 3, ne? Ne bi bilo pravično. Se pravi, nepravičnost do konca. In potem sem jaz njemu to grozno razlagala, vidite, ne, in on je to zelo resno vzel, ne, da to tako pač ne gre, ne. Ma potem vam povem, da sva se lepo razšla, tudi jaz sem njemu razložila, da tu je evropski humor in da ne sme zameriti, ne. In sva zdaj prav prijatelja, veste, zdaj sva prijatelja na Facebooku. Ja, in zmeraj vpraša, da če sem še jezna, ker so izključili ne, nisem jezna, ne, tako da je v redu, dobro smo to končali. Tu je zdaj ekipa, vidite? Zdaj vam bom pokazala, kdo je mož, kdo je mene spremljal po Hambi. Ta, ki je močno sklonjen, ker če ne je velik, ne vem, skoraj 3 metre. In tu je njihova ekipa, vidite? Tako,
vsi podobni, jih ne bi prepoznali na ulici, ne? Jih ne bi prepoznali, kjer je, ne? Vidite, kakšne težave sem jaz imela. In tej fotografiji a priori nekaj manjka, ne? To nekaj manjka, veste? A vi vidite, kaj manjka? Ne, nekaj manjka. Kaj ste rekla vi? Seveda! Vidite, kaj naredijo leta? Ste videli, kaj naredijo leta? Bravo! Ženska, in tu kjera ženska? Jaz. Zato, ker so oni se slikali za arhiv, ali ne vem za koga, sem rekla, čakajte malo, pa valjda sem slikala jaz z vami. In potem mi je še naprej rekla, to je fotomontaža, to je tako zlepo, ni nič res, sem rekla. Jaz sem se resnično slikala zraven njih. In vidite, zdaj se pa smeje, ne? Vidite, zdaj se pa smeje, ne? Tudi ta sem malo, drugi so pa, nogomet je resna zadeva, veste? To ni kar tako hec. Še pranje. Jaz sem bila zelo vesela, ker so mi te ženske en dan dovolile. Jaz sem tu vzela tako, da so mi dovolile. Zato, ker to je vseeno ena tako osebna stvar. Ne vem, če bi zdaj pri nas kar dovolili, da bi ene druge ženske X hodile po hiši in prale cunje, to bi bilo verjetno malo čudno. In tu smo en popoldne, resnično, to ni bilo samo za fotografijo, veste. Mene so mali zvali, ker so mi rekli, da tega pa Evropejke ne znamo delati, ne. In pol leta, da veš, kako to zgleda, ne. Kar nam kakšen reče, da kaj ne znamo. Joj, tu kar para ven skozi uha. In se ga, ne, tu tudi Evropejke mi to znamo in smo lepo take škafe, vidite, take škafe velike, oblek, prali. Mislim, da na 2 dobri uri. Prali na roke skupaj in tu je bilo res eno prav posebno doživetje. Čudovito. Vidite, tukaj vidite ta moment na tej fotografiji, ta fantek, ampak je bil zelo malo časa. Ker dol so pa neka določena pravila, ki jih mi nimamo kaj obračati, ne. Ta fantek je bil takoj odgnan stran in to zelo grobo, ne. In potem sem jaz to deklico vprašala, je bilo kaj narobe, jaz sem presenečena. Je rekla, zelo enostavno, ne. This is not a thing for boys. In konec. In to nimamo zdaj kaj mi o emancipaciji in enakih možnostih, to tako je. Konc. In je bilo veliko takih stvari, ki sem jih jaz pač v Gambi sprejela. Stvari tako so. In jih ne. Smo mi prišli k njim, niso oni prišli k nam, se pravi, če jaz pridem v njihovo okolje, smo ne s tem okolju prilagoditi. Vidite, še en tak vesel, ona je bila tako nasmejana in vesela, ne, ker smo tako skupaj pravili. To zdaj je bilo to neko presenečenje dejansko, ne, da sem jaz tako kar z njo skomunicirala in to pranje. Vidite, koliko je teh oblek, veliko oblek. Ker, veste, to moram, zdaj bom še to povedala o tem. Ti ljudje so zelo čisti. Če ima kdo predsodek, da so ti ljudje umazani, se zelo moti. Oni so zelo čisti. Obleke se pere. Pustimo zdaj to, da se otroci igrajo po ulici z živalmi, kakšni iztrebki in tako naprej. To je zdaj drugo, pustimo. Ampak drugače so zelo čisti. Se preoblačijo, se umivajo, hodijo po to vodo iskat, perejo, ker se hitro sušira, jasno zaradi temperature, ampak so zelo čisti. In ljudje se zelo veliko umivajo tudi zaradi vere. Zato, ker jaz sem prvih par dni zaznala, ti moški so se kar umivali, ne, en tak čajnik, ko en čajnik je bilo, in če ne drugo, si je noge umil, roke in tako se mi zdi tukaj okrog, zakaj pred molitvijo. Ker ne smejo moliti umazani, ne, zelo čisti, resnično. No, zdaj smo pa že pri slovesu. Tukaj je fotografija iz šole, vidite, tukaj prostovoljci, ki odhajajo, si obrišajo tako dlan s flomasterjem, napišejo svoje ime z enim namenom, ne vem, mogoče, da se boš kdaj vrnil tukaj, ne, tako sem jaz razumela. Tukaj je eno slovo vidite, od teh ženstv, gospod smo preprale, in njihovih otročkov. Tu sem jaz zdaj že malo drugačna. Vidite, vam povem, zakaj sem drugačna, ker sem bila tako zabuhla od joka. Tako zabuhla, da ni bilo podobno nobeni stvari. Ne, res ni bilo podobno, je bilo res, prav je bilo preveč, pač nisem mogla mimo tega. Drugo slovo, še eno slovo iz šole, bolj uradno slovo, vidite, na petek, seveda vsi lepo oblečeni, slovensko zastavo, malo bolj uradno in tukaj pa slovensko in gambijsko. Ne, to prijateljstvo teh dveh držav in Slovenci, ki pač, kar veliko, ki pomagajo dol. Tukaj pa jaz sem imela najprej, veste, napisano tretje slovo, ampak potem sem zbrisala, zato ker mi je bilo preveč hudo, ne, jaz moji kumbi, zdaj poglejte njen izraz na obrazu, ne, ona, ko sva se poslavljala, prav nič ni govorila, nič, ona je bila samo tiho in samo me je vprašala,
a te bom še kdaj videla, ne? A te bom še kdaj videla. In pole, jaz tistikrat, a veste, sej je že res, da ni nič za obljubljati, samo jaz ji nisem mogla reči, da me ne bo več videla. In jaz sem samo rekla, če se bo le dalo, bom prišla, ne? Če se bo le dalo, bom prišla. Zdaj tudi tako, ne? Ti otroci nimajo predstave, kje smo mi, ne? Ona mogoče si predstavlja, da to je tako 2 ulici naprej. Nima predstave, da to je vseeno en finančni zalogaj, ampak vseeno, zato sem pa napisala nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje, ja, ne. Zdaj je, veste, jaz sem zdaj, danes smo zadnjič tukaj, ne. Danes zadnjič predstavljam Gambijo v tem prvem ciklu, zdaj bo malo premora, zato ker pač jaz imam tudi, kot je gospa tako lepo povedala, začetku tudi druge stvari, ampak sem jih res z veseljem podelila z nami. Tudi zato, ker sem rekla na začetku, ne, jaz to se nikoli ne pripravim, zakaj? Zato, ker govorim tisto, kar se spomnim tisti trenutek. In tu je tako iz srca, da potem ne me vprašati, kakšna bom jutri, ne? Jutri bo itak en sam jok, ne? Zato, ker pa se spomniš določenih občutkov, določenih dogodkov in tako naprej. Danes sem pa tudi to, čisto za na konec, so mi pač gospe s knjižnice dovolile, da izpostavim 2 stvari. Prva stvar so plastične vrečke, ki so v Afriki prepovedane. Tako bi prosila Ano, če lahko se mi pridruži. Torej zdaj je tako, glejte, da bomo jasni, ne, da bomo jasni. Mi ničesar ne prodajamo, ne, mislim, tu moramo biti egzaktni. Z mojega inštituta, z katerega, pridi, Ana, IAS, to se pravi, ki je tudi Ana je direktorica in ste še 2 gospe, ki jih danes ni zraven. Bomo začeli zelo v kratkem peticijo za prepoved uporabe plastičnih vrečk, ker to je brezpotrebno. To je brezpotrebno. Zdaj tiste velike vrečke, mislim, da smo se že malo izobrazili in da jih ne več toliko jemljemo. Problem so postale te tam male, se pravi, ko greš kupiti malo krompirja, ko greš kupiti malo sadja ali pa na tržnico in se vzeme te male plastične vrečke, ki itak, ko prideš domov, grejo takoj v smeti, se pravi, že če vzameš 3 vrste zelenjave, takoj proizvedeš smeti. Torej, zato smo mi zašili iz starih zavez, ker naš moto je, da se stvari, ki so bile že enkrat v uporabi, ponovno uporabi. Torej, to je promocija. In zato vas prosim, če si lahko vzamete to vrečko, da se boste spomnili, ko boste naslednjič šli na tržnico ali trgovino, pridi malo bliže, ker si prav tako oddaljen, le še lepo pašeš na to vrečko. Tako, da se boste spomnili in začeli tudi za manjše stvari to uporabljati. Da ima pa to naše dejanje tudi dobrodelno noto, je tam škatlica, ki je, spet poudarjam, popolnoma neobvezna, da ne bi kdo narobe razumel, lahko, če želite, date kakršenkoli tudi čisto minimalen prispevek. Na vseh predavanjih smo na tak način zbirali sredstva, s katerimi, ko bomo naslednjič, ko bo prva od nas odšla v Gambijo,